Živjo, na sporedu je tretja oddaja dogajanja. Mogoče me občutek vara, pa vendar se mi zdi, da se vse manj ljudi odloča za branje knjig. Te dve knjigi sta uspešnici lanskega leta, Da Vinčijeva šifra ter Angeli in demoni. Tudi sama sem obe dve knjigi prebrala. Tako, za tiste, ki ne marate brati in tiste, ki nimate časa za branje, vam garantiram, da vam ne bo žal. Torej, verjetno ste že sami ugotovili, da bo beseda v tretji oddaji dogajanja tekla o knjigi. Mi pa smo se odpravili tja, kjer se da knjigo izposoditi. Ja, seveda v knjižnico torej. Knjižnica Komenda. Bila je otvorjena 2. decembra leta 2005, se pravi lanskega decembra. Je podružnica matične knjižnice Kamnik. Dober dan želim. Mene zanima v bistvu, kakšen je postopek za včlanitev v knjižnico. Postopek je zelo enostaven. Vsak, ko pride, dobi takle formular, vpiše svoje podatke in potem ga včlanimo. Kolikor član ni star 18 let, morajo to podpisati starši. Ne moram biti pa včlanjena v knjižnico brez vednosti staršev. Starši? Ja, starši morajo vedno vedeti za to. Ker tudi dejansko do polnoletnosti odgovarjajo za gradivo, ki ni vrnjeno. To pride običajno upoštevajo takrat, ko se kaj zalomi. No. Kaj pa članska izkaznica jo dobim? Ja, člansko izkaznico dobite približno 3 tedne potem, ko se včlanite. Pravilo je, da naj bi imeli otroci in tudi odrasli vedno člansko izkaznico s sabo. Sankcije ob izgubitvi oziroma založitvi? Duplikati in potem $1000 pride nova izkaznica. Zdaj so ravno v tisku nove izkaznice, kjer bo tudi nov logotip knjižnice Komenda, ne bo več kamniška. Kaj pa glede tistih, ki so stari nad 18 let, kakšni so pa za tisti pogoji za včlanitev? Osebni dokument, pa ravno tako izpolnijo ta formular. Članarine so pa različne glede na status. Zdaj za zaposlene naprimer je 3000. Mogoče pri tem bi upozorila še to, da otroci do 18 leta imajo brezplačno, ampak izposojajo se lahko samo gradivo za otroke. Zdaj starši si izjemoma kakšno knjigo 2 lahko sposodijo, drugače pa kar fajn, če si sami včlanijo in pol hodijo na svoje izkaznice. Kakšen je pa fond knjig? Zdaj tukaj je približno od odprtja 10 000 enot gradiva, ki ga pa vedno sproti dopolnjujemo. No? Dnevno prinašamo novo gradivo oziroma gradivo, po katerem bralci povprašujejo. Koliko imate pa članov? Članov, samo v Komendi so zdaj od odprtja naprej upisano 121 članov. Prav na novo. Tukaj lahko izposojajo gradivo tudi tisti člani, ki so bili prej v Kamniku. Ne? Ista izkaznica velja tudi tukaj. Ob vhodu sem na oglasni deski videla, da vsako sredo prirejate pravljične urice. Nam lahko kaj več poveste o tem? Pravljične urice so bile že dalj časa tle v Komendi, že pred odprtjem so bile v osnovni šoli. Zdaj jih imamo tukaj v knjižnici vsako sredo ob 6. zvečer. So brezplačne, namenjene otrokom, ki ne obiskujejo vrtca od 3. leta naprej. No, odvisno se potem dogovorijo z gospo pravljičarko, Barbara Zlobko je to, verjetno jo poznate, in potem po dogovoru otroci obiskujejo. Traja pa 1 uro. Ojoj, sem gledala na uro.
Barbara, živijo. Zanima me, kako dolgo že vodiš pravljične urice? Pravljične urice vodim 3 leta. Prej so potekale v osnovni šoli Komende. Zdaj, ko se je pa tukaj odprla knjižnica v Komendi, smo pa se preselili v tale Ljuštkan kotiček. Koliko otrok pa običajno pride na pravljične urice? Zelo različno, ampak približno tam okrog 9-10 otrok je. Kakšne knjige pa prebirate? Prebiramo predvsem razgibane slikanice, zato ker so otroci tukaj stari od 3 let do osnovne šole 1. razred. Tako da zelo različno, ponavadi pa v kakšnih živalih, da je razgibano, da se otroci preveč ne dolgočasijo, da ne pade motivacija. Tako. Pa so ti všeč pravljice, ki jih berajo? Kaj pa ti? Katera pravljica ti je bila najbolj všeč, ko ste prebirali na pravljičnih uricah? Ste sami sramežljivi, mi boš ti, ko si malo večja, že kaj povedala. Ja, katera pravljica ti je bila najbolj všeč? Katero si najbolj zapomnila? Tukaj smo jo danes. Katero pa? Igraj se z mano. O čem pa pravljica govori? Da so se prijatelji hoteli skupaj igrati, pa iz kuža, ki se je hotel iz muca igrati, se je muca prestrašila, da jo bo napadel, pa pol se je muca hotela s ptičkom, pa je ptiček se tudi bal, da jo bo napadel. Hvala ti. Zdaj bom pa še tlele malo okoli mize stopila. A že dolgo hodiš na pravljične urice? Še kar, ja, ker mi je zelo všeč tukaj. Pa rad imam mamico, očija, sestro, brata, vse, ki me poznajo. Pa te podpirajo, da hodiš sem brati oziroma poslušati pravljice, ne? Ja. Hvala ti. A lahko še tebe malo zmotam? Ne, ne dovoliš, da bi te malo zmotila. V bistvu me zanima, kdaj oziroma kje ste izvedeli za pravljične urice? V glasilu, ki ga imajo občina Komenda, smo izvedeli, da imajo pravljične ure. Tako smo danes prvič. No. Aha, ste prvič, se pravi še ne veste. Zdaj opazujemo malo, kako poteka. Kakšne so pa pričakovanja? Ja, v redu, no. Je kar v redu. Ja. A nam bo še ti kaj zaupala? Kako ti pa ime? Ti Naroden?
všeč v Komenški knjižnici? Ja, meni je zelo dobro, no, mislim, knjig ima ful dobre, a ne, pa velikih je, pa všeč so mi, zdaj jaz sem bil tle, ko mi 3-krat, pa na računalniku sem bil, pa mi je kar dobro, ko imajo dostop do interneta, da si ga lahko gledam, ok, pa dobro je, ko imajo tudi za DVD-je, da si jih sposodaš, a ne, čeprav so samo za 2 dni, bi bilo lahko malo več, ampak Po kakšnem ključu pa zbiraš knjige? ja, zdaj zbiram za sebe bolj v šolski knjižnici, a ne za sestro, včasih pridem kaj iskati, drugače pa za sebe pa bolj kriminalke ali pa kakšne zanimive napete, a ne dogodivščine, kakšne, tako no, ne pa tako leposlovja, bolj moderne. Katera knjiga ti je bila pa do zdaj najbolj všeč? Ja, jih je kar veliko, no, ne vem. A ne bi nobene izpostavil? Prebral Jani Virk Poletje na snegu, a ne, tam je bila kar dobra. Tako da, drugače pa vse. Harryja Potterja, Da Vinčijeva šifra. Ja, to mi je v redu, Da Vinčijeva šifra je bila v redu, samo drugače pa Harry Potter pa tako, no. Preveč neresnična, znanstveno fantastična. To pa ne maram toliko. V knjižnici si lahko tudi občani izposodijo oziroma rezervirajo računalnik in pač malo pogledajo po internetu. Midva bova pogledala našo spletno stran www.tv+.si. Kliknila bova video vsebine in si pogledala drugo oddajo dogajanja. Brez zvoka je sicer. Nina, jaz se bom pa še vprašala, kaj rada poleg surfaš po internetu, kaj še počneš v knjižnici? Ja, berem knjige pa gledam filme. Po kakšnem ključu pa si izbereš knjigo? Ja, tista, ki mi najbolj všeč, naprimer Scary Movie pa Kitajska. Pa to na priporočilo prijateljic ali kje dobiš informacijo, katera knjiga je dobra? Ne vem, to mi prijateljice povejo, pa grem malo na internet pa vse zvem, a ne. Potem si zadovoljna z knjižnico? Ta knjižnica mi je zelo všeč, zato ker je v ponedeljkih je tako odprta, da od 12 do 4 in imam jaz takrat odmora in grem pa velikokrat na internet pa Kitajska. Pravi si zadovoljna. Jaz ti želim, da boš to zadovoljstvo še ohranila. Zdaj te bom pa kar pustila, da še naprej surfaš. Hvala ti. Če se malo razgledamo po knjižnici, kako je pa knjižnica razdeljena? Knjižnica, že sam tak načrt, po katerem se lahko znajdete, je tukaj gor. Drugače je pa knjižnica razdeljena na del za odrasle, ki ga vidimo tukaj dol, potem pa na del namenjen otrokom. Tam zadaj bomo pa potem še videli čitalniški del. Tukaj je pa ta računalniški otok,
kjer sta tudi 2 računalnika namenjena otrokom, eden pa odraslim. Tukaj smo zdaj v kotičku za otroke. Knjige so razporejene nekako tako, tukaj je stroka za mlajše, tukaj so kartonke in take knjige, ki so namenjene res našim najmlajšim bralcem. Tam vidimo na tem stojalu knjige z velikimi tiskanimi črkami, potem so na vrhu basni in pravljice, tako slovenske kot vsega sveta. Tukaj v teh koritih pa imamo slikanice. Knjige so razporejene po naslovih, tukaj ni po avtorjih kot drugje v knjižnici. Otroci pa lahko sami prosto dostopajo do gradiva. Tukaj, če gremo zdaj naprej, so te police namenjene otrokom do 12. leta, se pravi pionirska stopnja. To so knjige razporejene po avtorjih. Nekaj pa imamo tudi posebej izpostavljenih. To so pesmice namenjene tej starostni skupini, leposlovje v angleščini, tukaj pride najbolj prav bralna značka, potem dramatika in pa seveda pustolovske knjige in pa grozljivke. Najbolj izposojeno gradivo pri tej starostni skupini. Tukaj naprej se potem začne na isti način knjige za mladino. To je od 13 do 14 let. To je leposlovje, spet po abecednem redu avtorjev. Na drugi strani pa imamo stroko namenjeno za otroke od 1. razreda naprej. Tukaj na koncu polic pa so razstavljene novejše knjige ali pa take knjige, ki predvidevamo, da bojo otroke bolj zanimale. Povejte nam še nekaj. Verjetno oziroma domnevam, da je največ članov med osnovnošolci. Katere knjige so pa najbolj priljubljene? Med osnovnošolci trenutno je najbolj priljubljena knjiga, mogoče vam jo kar pokažem, Grozni Gašper. To je cela zbirka, take simpatične knjige, ki jih berejo tudi otroci, ki niso ne vem kako dobri bralci. Med drugim je ta knjiga tudi primerna za dislektike, mogoče kot zanimivo. Grozni Gašper, potem seveda Kapitan Gatnik, take knjige, ki imajo tudi zraven ilustracije zabavne, da otroci lažje preberejo, da niso tako suhoparne. To je med stopnjo. Pri tej stopnji, ki je namenjena starejšim najstnikom, je pa seveda najbolj popularen Harry Potter. Trenutno imamo samo ta del Harryja Potterja. Imamo vse knjige Harryja Potterja, vendar so rezervirane in izposojene. Drugače pa imajo zelo radi tudi od avtorja Deso Muk. Veliko se bere Ivan Sivc. To so zdaj te najnovejše njegove knjige, ki so tudi zelo izposojene in brane. Pravi, pestra izbira za tiste zahtevnejše bralce in tudi za tiste malo manj zahtevne. Imamo tudi na primer stripe, tudi to je zelo izposojeno. Stripi, tele zbirka Tintin, to je zelo izposojeno gradivo. Pomembno je, da otroci berejo. Se je čisto vse. Fajn je, če se ne loti najprej kakšnega goščavika, potem samo interes za branje zgubijo. No, pa pojdimo naprej. Tukaj naprej smo prišli v čitalniški del, ki je namenjen odraslim bralcem, čeprav so tudi tukaj revije in časopisi za otroke. To so zdaj, imamo več kot 30 naslovov časopisov. Med časopisi namenjenimi odraslim otrokom izpostavljam Cicido, Papil, pa verjetno Smrkle, Najstnice. Joker je zelo iskana revija, predvsem za tiste, ki hodijo k nam na internet, National Geographic. Mamice tudi medtem, ko čakajo otroke, pravim se parade, pogledajo, kako smo lepa in zdrava in podobno. Imajo tudi našo revijo Aplenco, katero lahko to posnameš. Ja, in v zadnji številki je članek
o knjižnici. In tudi članek o naši televiziji. Ja? Tukaj tale polica je namenjena gradivu, ki ga ne izposojamo, to je ta čitalniška zbirka. Tukaj so predvsem slovarji in različne enciklopedije. Potem leksikon enciklopedije. No, tukaj naprej pa smo zdaj že v tem delu, kaj je namenjeno odraslim. Ta del je namenjen stroki. Razdeljen je pa po avtorjih in pa tudi po UDK vrstilcih. Katera knjiga se pa odrasli najraje izposoja? Prej ob začetku sem omenila Da Vinčijeva šifra ter Angel in demone, pa mogoče še kakšno knjigo bi izpostavili? Trenutno sta to še vedno najbolj iskani knjigi, tudi najbolj rezervirani. Drugače mogoče, ko smo glih tukaj pri stroki, lahko pokažem, zelo se izposoja psihologija in ena izmed najbolj izposojenih knjig je o moških in ženskah, naprimer tole, ta avtor, zakaj moški ne poslušajo in ženske ne znajo uporabljati zemljevidov. Na tak zabaven način. Od te stroke je najbolj izposojena psihologija, pa tudi ostalo, odvisen od interesov posameznih bralcev. Tukaj imamo pa tole mizo, ker so te police že premenjene za novosti knjižne in tukaj so tako različne knjižne novosti zbrane za odrasle. Mogoče najbolj zdaj ta knjiga razvpita Operacija Direkt je danes naprimer nova in verjamem, da ne bo dolg časa tukaj na mizi to. Drugače so pa različni. Zdaj vas bom pa zelo eno osebno vprašanje vprašala. Kakšne knjige imate pa vi najraje, katere knjige najraje prebirate? Jaz osebno najraje prebiram seveda romane, tudi pesmi so mi ljube. Najljubša knjiga mi je pa drugače, se reči, takole postava od Barika Svila, pa od pesmi pa Hafiz. Pravi, priporočate vsem najljubšim, ki smo prebrali. Take knjige, ki govorijo veliko ljubezni, pa še o čem. No, tukaj naprej se potem nadaljuje stroka za odrasle. Mogoče bi v tem delu izpostavila, da imamo veliko in bogato zbirko potopisov, pravzaprav turističnih vodnikov. In imamo zelo novejše knjige, ki so zelo iskane. To na tem delu. Kdo si pa te knjige izposoja? Ja, predvsem tisti, ki se odpravljajo na kakšno pot, pa tudi vsi tisti, ki jih določena dežela zanima. Imamo pa dejansko tudi veliko izposoje teh knjig iz Kamnika. Prihajajo bralci, ker v Kamniku nimajo tako bogate zbirke novejših vodnikov turističnih. Tukaj, če gremo naprej, pa imamo leposlovje za odrasle. Ta prva polica je namenjena slovenski književnosti. Tukaj med temi knjigami se najbolj v Komendi izposoja Ivan Sivc. Tu so te knjige, drugače pa se potem to nadaljuje na drugi strani z tujimi prevedenimi deli. No, tle sem jaz videla. Jure, katero knjigo si treba sesodati? To so leposlovje, to so romani različni, knjige so tudi tukaj razporejene po avtorjih, potem naprej se nadaljuje prevedeno leposlovje. Kaj pa knjige, matične knjižnice, tako zdaj za v bodoče, verjetno vas ne bo več matična knjižnica Kamnik zalagala, ampak vse knjige sami kupovali. Ne, knjige so bile del fonda matične knjižnice in tudi zdaj je v bistvu to enota matične knjižnice Kamnik, tako da gradivo prihaja vse iz matične knjižnice Kamnik in tudi tam se obdeluje. Tukaj se samo izposoja, ne. Potem stroški so pa zdeljeni glede na občine, to se ne spozna tako zelo.
pravi, če si prijem izposoditi neko knjigo, ki jo pri vas v knjižnici Komende nimate, pokličete vi ali jaz v knjižnico Kamnik in jo lahko tudi tam dobite. Ja, lahko si v bistvu naročite knjigo v kamniški knjižnici oziroma rezervirate mogoče tudi prek interneta, lahko vam jo tudi jasno izposoja. Naj bi bilo pa pravilo, da knjiga, ki se izposojate v Komendi, se vrnejo v Komendi in knjige, ki se izposojajo v Kamniku, se vrnejo v Kamniku. Jaz sem prej ob prihodu videla, da imate tudi DVD-je. A bova kaj več povedala še o njih? DVD-ji so tudi zelo izposojeno gradivo. Imamo različne vrste, namenjene tako odraslim kot otrokom. Zdaj po novem pravilniku so DVD-ji lahko doma 4 dni. Izposoja za otroke je brezplačna, je pa treba opozoriti, da je zelo visoka zamudnina, $300. To je pa samo s tem namenom, da se gradivo obrne, da se vrača v knjižnico. Tukaj imamo tudi audiokasete, ki se sicer manj izposojajo, to so predvsem pravljice in pesmi za otroke. Potem imamo nekaj pravljic in pesmi otrokov tudi na CD, pravljic in pesmi za otroke na CD-romih in CD-ploščah. Imamo tudi potem različne jezikovne tečaje, tako za otroke kot za odrasle, različne CD-rome za otroke in odrasle, tako zadnji. Po katerih filmih je pa največ povpraševanja? Vidim, da imate pestro izbiro filmov. Največ gre seveda komedije, kriminalke. Od filmov še vedno tudi tukaj je Harry Potter, tisti, ki se najbolj izposoja. Pri otrocih je pa Mojster Miha, Telebajski, pa še kakšna taka bi se našla. Nina, kateri film oziroma risanka je pa tebi najbolj priljubljena oziroma katera si sposodila v knjižnici in ti je bila najbolj všeč? Ja, meni je bila najbolj všeč tale Rosemarin Morilec. Tale mi je bilo ful všeč. A bo za naše gledalce mogoče povedala, o čem film govori? Ja, tale Morilec zmeril mori vsakega človeka, ki mu je na pot. In to je kar grozljiv film. Kako se pa konča? Ja, srečno. Unga morilca ujamajo, pa je on je pa pol mrtev, tiska je. Stojiva pred posebno vitrino, nam boste več povedali o njej? Ja, to je vitrina z domoznansko literaturo. To je knjiga, to je literatura, ki govori bodisi o Komenčanih ali pa so avtorji iz komenskega področja. Te knjige, ki so tukaj na razstavi, so v bistvu namenjene zgolj temu, da se uporabljajo v knjižnici, imamo pa tam na policah še knjige, ki ravno tako spadajo v to kategorijo in si jih bralci lahko izposojajo. Tukaj so tudi različne starejše knjige, ki verjamem, da bodo zanimale prav te starejše občane oziroma starejše prebivalce Komende. Te knjige se ne da sposoditi, se jih mogoče morda da skopirati? Skopirati, ja, dočim prav te, ki so tukaj v vitrinah, so namenjene zgolj temu, da se pregledujejo v knjižnici. Med drugim imamo tudi hemeroteko, to so v bistvu članki iz različnih revij in časopisov, ki govorijo bodisi o Komenčanih ali dogodkih v občini Komenda in tudi to je v bistvu bralci lahko pregledujejo. Tukaj, dočim tiste, ki sem že prej omenila, imamo kar 2 polici teh knjig, pa si lahko izposojajo. Tukaj zraven je pa mogoče še vitrina z videokasetami in tukaj imamo ravno tako različno gradivo, tako za otroke kot za odrasle. Tukaj je še tale Nodi, ki je zelo priljubljen pri otrocih, pri odraslih pa spet komedije. Tudi tukaj je ena videokaseta, ki je z domoznansko vsebino, je pa folklorna skupina Komenda. To kaseto nam je daroval gospod in je zato v naši zbirki. In smo veseli, da je tudi tako gradivo pri nas. Vi ste jo pa posneli, verjetno. Tako je, vi ste jo posneli, seveda. Tako, sva še kaj pozabili ali je to vse? Ja, mogoče, da bi povedali, da je to lepa knjižnica z veliko knjig in veliko storitvami in vabim res vse, da pridejo nas obiščejo.
Če kaj ne poznajo, ne vprašajo, nič ni posebenega, ne, in nič se ni treba bati. No, jaz bom samo še nekaj dodala. Glede na to, da je dostop oziroma markacija zelo slaba, kako pa mislite to v bodoče urediti? To bodo uredili v skladu z ostalimi napisi v občini Komenda in se že ureja, tako da v bližnji prihodnosti bo tabla na cesti, bo pa enotna podoba kot za ostale ustanove oziroma zavode v občini. Res je malo težje najdete, ampak če pokličete, vam tudi mi z veseljem razložimo, kje smo. Tako, to bo verjetno uredil župan oziroma iz njegovih krogov. To je bila tretja oddaja dogajanja. Lahko nas obiščete na www.tvplus.si, če zamudite oddajo. Seveda se nam lahko tudi pridružite oziroma nas pohvalite ali grajate na tvplus@tvplus.si. Tako, prišli smo do konca, lepo se imejte, se vidimo v 4. oddaji, ki bo meseca aprila. Čau!